Nisem jaz lopov, ko pa Bobinc. In gospod Bobinac, preživi mojo včerjo, spravi me v šolo, spravi na gimnazijo. Če imaš jajce. Rada bi vam povedala, da nas župan občine Velenje, gospod Srečko Meh, z vsem srcem podpira in z vsemi možnostmi. Ljudem, ki imajo težave z najemnino, naj se oglasijo pri njemu, se zaposleni v Gorenju imajo zelo slabe plače, pomagal jim bo s subvencijami. Pomagal nam bo z brezplačnimi prehrambenimi paketi. Kakšne so razmere v Gorenju? Razmere so katastrofalne. Grožnja iz ure v uro. Ne mine ših, da ne bi bile grožnje. Ljudje, ki so predpostavljeni, jih je preveč. Na enega delavca jih prije 5. In teh 5 ljudi nima kaj celih 8 ur druga delati, ki pa samo hodi iskati, kje boš naredil napako, kakšno napako boš naredil, da bo čim prej ti vzel od plače, recimo kop. Tako se je že to dogajalo, da so imeli kope od plač za napako, ki nismo mi povzročali, to se je že dogajalo velikrat. In podobno, to so grožnje. Delavci prihajajo v stresu na šiht, osebno jaz se bojim iti na šiht, ker imam takega predpostavljenega, bi rekel, da ni normalen. Sadist, dobesedno sadist, Hitler. In mi sicer ignoriramo ga, kje se da, ampak odvisni smo od njega, on mi lahko da knjigo, ne jaz njemu. Menda je nekaj delavcev na čakanju, ampak vseeno hodijo delati. Ja, jaz osebno sem na čakanju. Oba primera smo tukaj, ker smo na čakanju. Zdaj od tega čakanja. Nekateri delavci so delali 24 dni, nekateri 25 dni, nihče od delavcev v Gorenju ne ve, koliko dni moramo mi delati. Mi osebno, naši so delali 28, 29, tudi jaz, ker sem vprašal koliko, so rekli 28. Nekateri, ki so pa na čakanju, pa non-stop delajo. Za v bistvu enako tisto plačo, ki da država 460 evrov. In kako to argumentira vaša pravna služba na Gorenju? Ne smeš niti vprašati, ker lahko dobiš knjigo. In vi ste tudi na čakanju, ampak vseeno delate? Ja, na čakanju pa vseeno delam. Odnosa nikakršnega nimamo. Enostavno si ne upa delavc stopiti do šefa, ga vprašati, kako je s tem, ker ti bo takoj rekel, lahko greš po knjigo. To je edino, kar znajo. Tek so kot papige. Samo to znajo, lahko greš po knjigo. Nič druga. Zdaj pa naj dajo tisto knjigo. Jaz sem pripravljen vzeti knjigo. Kakšna je perspektiva za mlade v Velenju? Nikakršna. Kako to mislite? Ni. Plače premajhne, kako boš pa preživel. Ampak upanje še ostaja. Ja, upanje čakamo, da vidimo, kaj bo. Mislite, da se bodo dogovorili? Ja, mi vsi upamo, da bojo ugodili. Kakšna je sicer perspektiva za mlade ljudi v Velenju? Ja, slaba. In če izgubite službo pri Gorenju, kaj boste potem? Ne vem, o tem sploh nisem razmišljala, ker mislim, da do tega ne bo prišlo. Kakšna so pričakovanja? Pričakovanja? Ne vem, a bojo kaj naredili ali ne bojo? To sem se odločil, da gor. Pa mislite, se bodo kaj dogovorili? Ne vem. Upajmo. Obstaja prihodnost za Gorenje? Ja, ne bi vedel, da je trenutno ta recesija. Baje se odpirajo novi trgi. Ne vem. Kako je v Velenju za mlade ljudi? Še obstaja kaj druga razen Gorenje? Ja, take velike firme ni, tule davčno okrog. Manjši privat firme so, druga ni tule, da bi kaj takega bilo. Kakšna je perspektiva za mlade v Velenju? Perspektiva. Dokler Gorenje na takem stanju s takimi plačami nikakor. Vse pa ne moreš nikamor iti. Kam pa naj greš, čim? Kakšne so osnovne zahteve? Naše zahteve so 150 evrov dodatka povišice plače do vsak mesec in 10% više plače na oktobrske lanske plače. Ne na včerajšnje plače oziroma na avgustovske letos, ampak na oktobrske lani. Se pravi takrat, ko še bil 40-urni delavnik? Tako. In kakšen odgovor vodstva bil? Odgovor vodstva je bil, da so nam ponudili 10% više plače na oktober lani, ja, 150 evrov neto ne, ampak so nam ponudili 60 evrov neto, praktično 100 evrov bruto. Še zmeraj potekajo pogajanja, kakšne so pričakovanja?
Pričakovanja so dobra, mi ne odstopamo. Želimo si večjih plač, potrebujemo večje plače, mi si ne želimo štrajkati, ne želimo protestov, ampak želimo večje plače. Ampak če drugače ne gre pač s protesti. Če se danes ne boste dogovorili, boste štrajkali tudi jutri? Bomo protestirali tudi jutri, zato pozivamo vse hčerinske družbe, naj protestirajo z nami, naj izberejo predstavnika in naj pridejo tudi ti predstavniki, ki se bo šli pogajati gor, ker tudi hčerinske družbe si zaslužijo večje plače.